Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Pripravljajo se tudi razvojni programi za obdobje 2022-2025 v občini Radovljica. Ja, tukaj smo v eni fazi, ki še ni zaključen cel postopek. Predvsem je pa namen, tako kot imamo strategijo postavljeno za celotno občino, do 2030 smo specifično želeli tudi to strategijo za to področje in sem prepričan, glede na pripravljenost pripravljalcev in pa seveda vseh, ki so sodelovali, da bo to dober projekt. No, v soboto pa ste v Vrbnah odprli večnamenski objekt. Ja, tukaj pa pravzaprav je zelo pomemben objekt na čudovitem športnem parku v Vrbnjah. Tukaj je bila želja, predvsem po umestitvi tega objekta za športni park in krajevno skupnost Radovljica. Lahko povem, da se bojo od letošnjega leta dalje odvijale tudi vse volitve, kajti prej so bile v privatnih objektih, zdaj bo to v našem objektu, tako predsedniške kot tudi potem lokalne. Seveda bo pa služil tudi za sestankovanje sveta krajevne skupnosti Radovljica in pa glavni namen, ki je bil dosežen, tukaj je objekt z sanitarnim vozlom, manjšo dvoranico za sestanke in pa seveda za tisto najbolj nujno opremo, ki jo ta športni park potrebuje. Tako da projekt je bil pa vreden 145.000 evrov. Sredstva smo zagotovili mi in pa krajevna skupnost Radovljica. No, v Lestah pa ste podpisali tudi posebno pogodbo. Za kakšno pogodbo gre pravzaprav? Ja, kar nekaj dni za tem dogodkom lahko rečem, da smo podpisali pogodbo o sofinanciranju objekta tudi večnamenskega na območju torej prostora pred vrtcem v Lesah. To je pa lesen objekt, torej kozolec, toplar, kot mi pravimo po domače, in bo služil predvsem za vse populacije, tako za vrtec kot tudi druge udeležence. Notri v samem kozolcu bo nameščena oprema za vadbo na prostem, ravno tako ob tem, in jaz sem tako glede na zakoličbo in pričetek del navdušen, da bo ta objekt narejen do konca novembra letošnjega leta. No, v plavalnem bazenu, kjer poteka rekonstrukcija, pa ste pridobili tudi dodatna sredstva. Ja, jaz lahko z veseljem povem, da vse kaže, da bo do konca leta ta objekt narejen za to prvo fazo v celoti. Sem pa še toliko bolj zadovoljen, ker je osnovno zdravstvo Gorenjske prepoznalo ta objekt kot terapevtski objekt, ni samo namenjen opismenjevanju, kot smo mi poimenovali ta bazen. Tako da je bila podpisana pogodba v višini 210.000 evrov o sofinanciranju tega manjšega bazena in pa potem jasno tudi ta program rehabilitacije, ki bo potekal preko zdravstvenega doma Radovljica. V krajšem času pa naj bi se zgodila tudi premestitev plezalne stene. Kam? Ja, res je, no, plezalci zdaj gostujejo s to vrhunsko steno v Podvinu. Seveda mi smo kar zadnje leto temeljito preigravali vse možnosti, no, in lahko rečem, da smo zdaj prišli skupaj tako z umeščanjem tega objekta, ki bo med osnovno šolo Antona Janše in pa vrtcem v Radovljici, in ta objekt bo priključen tudi sami telovadnici, torej osnovne šole Antona Janše. Jaz sem zelo vesel, da bo v bistvu ta infrastruktura, ker celotno območje, če ga gledamo z vsemi športnimi objekti, vrtcem in šolama,
umeščen še ta objekt in sem prepričan, da bo to v 2 letih tudi narejeno.